tole, kar bom zdaj predstavil, je na začetku se začelo z nekim takim sodelovanjem na področju turizma, konkretno SPS na področju turizma. Se pravi, turizem, najprej rečeš, ok, pa kaj je to, ker grem polet na morje, ampak dejansko je zadeva zanimiva, zakaj? Tukaj gor vidite nekaj teh številk. Ključen problem tega je, da pravzaprav kljub tem mogoče kar velikim številkam, pa veliki rasti pa tako naprej, bom pa zdaj naslednji slajd pokazal, je pa dodana vrednost majhna. Posledica je slabo plačana delovna sila, posledica so težave s to delovno silo, se pravi pomanjkanje delovne sile, ali lahko tukaj kaj naredimo. Kaj zdaj delati s temi turisti, kako zagotoviti dobro turistično izkušnjo, kako ustvariti dodano vrednost. Kako ustvariti višjo dodano vrednost? Ja, gotovo z dobro izkušnjo, ampak če nam tisto prvo besedo izkušnja ni dobra, se pravi, smo spet pri teh zadnjih dveh. Lahko tukaj kaj pomagamo z analitiko. No, zdaj pa tukaj pride pa do enega pomembnega premika. Se pravi, to, kako turizem funkcionira, se je bistveno spremenilo. Mogoče še 15 let nazaj so bile ključne agencije, ki so turiste usmerjale, one so usmerjale turistične tokove in dejansko so potem neke nacionalne organizacije tudi uspele to, ker je bilo vse skupaj nekako, bi lahko rekli, hierarhično nadzorovano, tudi vse te tokove usmerjati. No, potem nekako se je pa pojavila ta eksplozija med drugim tudi turističnih spletnih mest. Začel se je bolj s predstavitvami, pa glavna dodana vrednost je bil tisti Web 2.0, ki je pripeljal aktivno sodelovanje uporabnikov. In kar naenkrat turisti niso več želeli tja iti, kot je recimo turistična organizacija predvidela, da jih bo vodila, ampak so šli tja, kot je, ne vem, nekdo rekel, tukaj je pa film. In so se ta gibanja turistov popolnoma v 10 letih spremenila. A tukaj lahko kaj naredimo? Aha, to je pa zdaj že bolj zanimiv izziv. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo dostop do podatkov. Podatki, ki so na voljo, so na spletu. Skratka, pa dajmo te podatke pobrati, pa skušajmo ugotoviti, kaj se s temi turisti dogaja, kje se gibljajo. Namreč, te podatki od turističnih organizacij, ki so tako malo zacementirani, bazirajo na nekih, zdaj bom pa tudi pokazal, malo pozneje, na nekih podatkih, ki so sicer zelo točni o nočitvah, o prihodih, ampak nam zelo malo povejo o gibanju. No, kaj se je v tem času zgodilo? Mi smo s to idejo šli naprej in smo pravzaprav prijavili en projekt, ki smo ga potem dobili en CRP. Tukaj zraven se je poleg nas in ekonomske fakultete pridružil še ZRT SAZU, no, ta projekt še poteka. In naša ideja je torej bila, gremo spremljati, kaj se s temi tokovi dogaja. Prvo vprašanje, ali so te objave turistov za to sploh primerne, ali so relevantne. Na to smo si mogli odgovoriti in tukaj je približno ta odgovor. Na eni strani, tukaj ne vidite uradno statistiko prihodov po lokacijah, kar je sicer super, je točna, ker pač turist se mora prijaviti pa plačati takso, ampak tale statistika nam čisto nič ne pove, kaj so tele, ko so tukaj prenočili, kam so šli, so šli sem gor ali sem, nič ne ve. Enostavno to se zgubi. Eventualno bi se dalo z te statistike delati, če bi se nekdo prijavljal, se pravi, da bi nočil tukaj, pa potem nočil tukaj, pa tukaj. Ampak problem je, da je Slovenija majhna in ponavadi se turist nekam locira, potem pa hodi v okolje in pride nazaj na isto lokacijo. Tipično tak primer je Ljubljana. Torej, tukaj se veliko nočitev zgodi, ampak te turisti niso samo v Ljubljani. Če se vrnem k preturizmu, povzročijo pa potem tele turisti, ki so sicer nastanjeni v Ljubljani, preturizem tukaj le gor na Bledu. Kot primer. Ne samo oni, ampak precejšnji mer. No, tole tukaj je pa heatmap objav na TripAdvisor. To je bila prva slika, kar nas je zanimala, se to vsaj približno pokrije. Če so te nekje prenočili, sicer so šli še drugam, ampak če se to približno pokrije, potem nekaj bo na tem.
Vzeli smo TripAdvisor, ko zdaj tukaj že vidite, zakaj, zato je največja platforma, ravno tako bi lahko vzeli kaj drugega, dejansko imamo v planu, da bomo šli še na druge te ponudnike, recimo Instagram in tako naprej. Zdaj, ideja je relativno enostavna, ta izhodiščna, se pravi, pogledati objave, te objave imajo tele 3 ključne podatke, še marsikatere druge, ampak teh niti ne bom govoril, zato da jaz lahko rekonstruiram pot. Ampak zdaj finta je v tem, nek John, ko pride iz Anglije, on bo, en del bo poročal, ne bo pa vsega poročal. Je pa res, da verjetno bo pa poročal, če se mu je stvar zdela zanimiva. Tukaj spet pomembno za nas, se pravi, ne bomo dobili dejanske njegove poti z avtom ali pa avtobusom, ampak bomo pa dobili tisto, kar ga je pritegnilo in tisto, kar je obiskal v nekem časovnem zaporedju. Ampak če je to naredil samo John, nas to ne zanima, nas začne tisti zanimati, ki jih je veliko. Zaradi tega je bila naša prva skrb, kako zagotoviti dovolj tiste zanimive stvari, se pravi, da ne poročamo o neki ekstremni poti, ki jo je samo eden upravil. Prva stvar, odločili smo se, da bomo točke združevali. Na večjem nivoju je zanimivo, torej nekaj, recimo na ravni cele Slovenije, pravzaprav že med občinami. Druga stvar, kako zaporedja upoštevati, kaj je ena pot. Tukaj spet vidite nek pristop, smo mogli narediti, kako to upoštevati. No in na koncu, kako zagotoviti, da je pot res relevantna, gledaš ponovitve. Kaj smo dobili, torej tukaj je recimo en tak rezultat, ki združuje več teh poti hkrati prikazanih. To je neka taka, bi rekel, hrbtenica teh ključnih poti po Sloveniji. Druga stvar, ki smo jo naredili, tole konkretno je Nejc Ribič naredil v okviru svoje diplomske naloge, naredili smo aplikacijo za analizo na tem, bom rekel, bolj mikronivoju, se pravi na nivoju posameznih ožjih lokacij, v tem konkretnem primeru je Ljubljana zadnji prikazana. Tukaj smo prišli do ene težave, ker bom poznaj omenil pa povedal, kaj zdaj na tem delamo. To je pa bil recimo en tak rezultat, ki smo ga potem v okviru tega CRP-ja zaenkrat, čeprav še poteka, tudi pridelali. In tukaj se še ena stvar nadaljuje, zdaj imamo razgovor s Telekomom, da bi še njihove podatke dobili, se pravi od mobilnega omrežja. Čeprav tam je pa spet vrsta drugih težav. Sploh ni nujno, da so tisti podatki zares bolj primerni za to. Druga stvar, to zadevo nadaljujemo tudi v okviru projekta Turizem 4.0. Prej je bil ta projekt že nekoliko omenjen, gre v bistvu za največji projekt na področju turizma v zgodovini Slovenije. Se pravi 2,3 milijona, turizem ni imel kakšnih zelo velikih projektov. Vidite zadnji, da gre pravzaprav za precej več, ne samo za analitiko, konkretno ta konkretna raziskava je en delček v tem mozaiku. Artur je prijavil projekt v vrednosti 10 milijonov, to je sicer še vedno v prijavi, je pa precejšnja verjetnost, da bo tole uspešno. Dobro, tele TRL-ji smo že prej slišali kar nekaj pri Marku o njih, tako da jaz tukaj ne bi kaj dosti povedal, bo pa seveda tukaj spet neka priložnost za sodelovanje v smislu podizvajalcev. Zdaj se pa kot zadnji slajd vrnem še na to, kaj bomo pa v okviru tega delali, oziroma na tisti moj prejšnji problem. Problem v bistvu, da ko je turist na neki lokaciji, ki je zelo blizu, ki je par 100 metrov razdalje, postane pot precej nerelevantna. Mi smo uspeli tukaj tudi izluščati ven neke bolj značilne poti, drži, saj verjetnost, da greš zaporedno je večja, kot da greš tako pa tako, ampak a je res razlika? Ko smo se začeli to spraševati, smo v bistvu prišli do tega, da bi raje pri takih ozkih obravnavah, ozkih analizah, torej lokacijsko ozkih analizah, šli gledati vse skupaj najprej iz vidika trgovske košarice, se pravi obisk atrakcije, nakup izdelka. In potem smo šli pravzaprav na to, da smo začeli v celi zadevi razmišljati ne toliko kot o poti, bolj kot o neki mreži. Mreži nekih povezanih atrakcij in kako jih te turisti potem med seboj obiskujejo. V okviru tega je bila potem izdelana magistrska naloga, ampak ta zadeva se zdaj
nadaljuje, torej tukaj pravzaprav gremo naprej. Hvala.